živijo. Ne bom tako na glas, kakor včeraj. A je prav, bom bolj počas, pa bolj v easy. Čakaj, še kamero popravim. Kamera teče, ton teče, tonc teče, kava pa tudi teče. Živjo, no, sej ne vem točno, ali mora biti dober dan ali dobro jutro. Kako znam zakomplicirati, pol minute vas pozdravljam, sej nima veze. Imam eno dobro temo. Temi sem dal naslov poslušaš, si poslušalec ali tako. Jaz probam veliko razlagati o pozornosti, bodi pozoren, imej oči, da vidiš, imej ušesa, da slišiš. Ja, okej. No in zdaj, tudi mnogokrat se ponavljam, imejte se radi, ker ste že ljubljeni. Ne? Od koga? Od vsega, a veste, pa od vseh tudi. In mi, kot ljudje, ki smo živeli v manipulaciji, sem včeraj en krasen video naredil, tak čist kratek, samo 5 minut. Čist kratek. Mi nič ne zaznamo stvari, mi čist premalo stvari zaznavamo, ker nismo dovolj pozorni, consciousness, da mi smo nezavedni, zavest je zaspana, spi. In mi v bistvu, a veste, sem našraufati ušesa, jaz vam probam pokazati, da vsakega ptiča, ki leti, se ne da videti, ampak slišati jih je pa en cel kup. A veste, en cel kup ptičev je, ki jih slišite, pa jih ne vidite. In oni so tukaj, ne? In oni pojejo en vers, en zbor, universe, ne? Oni pojejo, res, če jim človek prisluhne, prav res imajo oni celo dogodivščino. Jaz sem malo hecam, ti ptički so malo prispodoba, malo za šalo, pa zelo veliko za zares. Pa ne zaradi tega, ker sem se jaz to spomnil, jaz sem prisluhnil, ker sem pač tonc, ne. Kekec je pa tudi poslušal te iste živali, ne. In te živali imajo dušo in so del tega, kamor tudi mi spadamo. In oni imajo res vsi zbor. Jaz vas malo dražim. Tlele sem vam spet čričke pritisnil, ne. Glej, kakšno sem jaz lažnivc. Čričke sem posnel včeraj zvečer. Jaz sem rekel, da ste ljubljeni. Ljubljeni ste od vesoljcev? Ne. Od vseh, ki so že tukaj. To je lahko vaša mačka, vaš pes, ali pa če ni vaš pes. Ptiček tukaj je. In on je glih tako entiteta, ki nam proba, mislim, ona sam je, tako kar regrat, sam je. In mi smo pa nad super bitja, smo pa ful bolj brihtni, pa idioti se v svojem umu smo zataknili. Mi moramo glih tako kot oni. Mislim, ni nihče nad nekom. No ja, včasih kdo dobi besedo, ne, prostor, ob svojem času neke ptice tudi pojejo, pa druge majčkeno utihnejo, isto velja za nas. Vsak cveti takrat, kadar je njegov čas, ne. Ne da se, ni na koledarju napisan ta čas. Pa ta koledar ste že opazili, da je z leta 21, jaz ga imam za nalašč. Gor imam rojstne dneve napisane, da ne pozabim. Sploh nima veze, šteje pa šteje pa datume. Mislim, kdaj moram kaj posaditi, pa kdaj ne. Če človek posluša, sliši prej, kakor vidi. Ja? Zaradi tega je ta organ pomembnejši od tega. Ampak navadili so nas, da mi pogledamo, pa pol vidimo, pa verjamemo. Veste, en mesec je,
4 tedne je, kar se mi gremo, kar se jaz grem te stvari. In v enem mesecu sem vam nekako dokazal, da vi mene poslušate, ampak me ne morete poslušati, brez da me gledate. Pa probam biti čist primer, pa vam stvari čim bolj orisati. Ja, za radio bi mogel drugače narediti, se strinjam. Se pa strinjam tudi s tem, da če vam jaz takole kaj pokažem, ima smisel. In ima smisel, da mi stvari vidimo in seveda poslušamo. In pazi, kako zelo smo nepozorni. Bom zdaj drugače začel, da niste dovolj pozorni, to mi je jasno. Mislim. A veste, čriček je tudi eden izmed teh vesoljcev, ki vas ljubi, ki vam poje pesem. Eno, One Love, od tam on. A veste, vi niste zdaj slišati ga je, slišite ga, mislim, kolikor niste v službi, pa tiste 15 minut uspete tudi črička slišati, ampak ker niste dovolj pozorni, vi ne veste, da on dopoldne črički pojejo čri, 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 proti večeru pojejo pa čričak, 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 čri. Nimajo oni skozi enako pesem. Ne. Imajo dopoldanska pa popoldanska, samo mi smo še premalo pozorni, da bi mi zastopili, da oni v bistvu se imajo še tle neke nianse v frekvencah, kjer se oni sporazumevajo. Tle zdaj, ne vem, znanstvenikom pa stroki bo treba kaj zaupati, ne, ker znanstveniki pa poslušajo kao. Ne, znanstveniki so plačani, pa povejo, kar morajo povedati. Nasploh cela znanost. Jaz ne vem, zakaj smo tako trapasto zaplavali. Grem nazaj. Mi premalo poslušamo, ja? In če bi prisluhnili večkrat, bi se od marsikoga in marsičesa marsikaj naučili. Ne? Tisti, ki sem blebeče, lahko govori izključno samo tisto, kar že ve. Če bi pa poslušal, pa še kaj novega zvedel, a sem dosti enostaven. Tlele v ozadju sem končno vam dal mojega deva, Dev Townsend, in link do tega albuma vam bom podlimal v komentarje ali pa nekam. Ta gospodič, ki dela je naredil ta album, je valjda razsvetljen, bil je pa težki metalc, težko metalna glasba, on je bil tako besen v življenju, No in razumeti ta njegov prehod, preskok, je ena izmed stvari, ki bi bilo smiselno, da jo opazite, pa pogledate, pa sami razbrskate. Ker če vam bom jaz tle povedal vse, kaj morate od njega poslušati, bomo na robe prišli, se mi zdi. Če boste pa pokazali sami pri sebi željo, kaj točno je že povedal, čakaj, kaj? Pejte v njegove tekste. Žular je krasen prikaz, kako je treba izstopati iz sistema. Ima on renital cirkus, sploh ne vem, kako se reče. Taka predstava, res, tole, kar poslušamo, je pa njegov album za nove člane, ali kako se temu reče. Malo jaz sem na to kar meditiral. Res, to je globoka stvar. Globoka je, ja, novice pa niso globoke. Novice so pa samo ken povrh. In novice, govorim o novicah iz mainstream medijev, teh, kakor rečeš, uradnih, konvencionalnih in edino verjetnih. Tam je sam na vrh neki. Včeraj sem se zgodil en hecen zaplet, rekel sem, da je Zelenski lažnivec, evo. Kakšen boj? 50 ljudi se je začelo kregati pod ta moj komentar. Pa
če laže. Kako, mislim, pa ne, da laže sam Zelenski, še celo v časopis kot tak je rekel, da Zelenski rabi še orožje, jaz sem rekel, da laže. Ma lažejo in časopisi kot mediji in Zelenski kot politika, kot sistem. Ne? Jaz sem res krasen video, ta z manipulacijo včerajšnji krasen. Kar da res smo božčki zaspani in ideja je, da se mi prebijemo, je sem stvar uma, sem stvar zavesti, sem stvar tle noter. Ignoranca pa preprečuje ta nek prehod ali pa uvid ali pa razumevanje, ne, na koncu. Ne vem več, kaj bi vam povedal. Toliko je vsega. Ljubezni je treba zaupati, a veste vi to? Ljubezen si zasluži popolno zaupanje. To imam tle ključno besedo zapisano, ljubezni je treba zaupati. Bom dal en tak primer. Ko smo bili otroci, ne, so mamice zmeraj rešile, ker mi smo jih zakuhali, tudi ko smo bili čisto mičkeni. Mamica je pa pol vse lesila. Mamica vedno je vse poglihtala in enostavno prirojeno nam je, da smo slih k mamici, ne. In mi smo totalno zaupali ljubezni, ki jo je mama nam izkazovala. Mi smo jim pa neumnosti zakuhali. 1001. Najbrž vsak od nas, ne? Saj smo bili majhni. Pa marsikdo od vas ima otroke, pa bo takoj potrdil. Pol pa smo mi odrasli in ne, je bilo treba pa zaupati sistemu, zaupaj, da boš dovolj dobro delal, da boš dovolj zaslužil, da boš sploh lahko si kupil kakšen kruhek, a ne? In je ta ljubezen, zaupanje do ljubezni izplahnelo. Mi se nismo nikoli pol več naprej ukvarjali, kaj ljubezen pravzaprav je. Mi namesto, da bi se od otroštva v svojem življenju o ljubezni naučili čedalje več, smo mi bili otroci, ljubezen imeli in potem smo tu končali do svojega 16-18, ker hormoni začnejo po svoje špricati, pa smo nekako to ljubezen čisto zamešali z organi. Ampak generalno pa o ljubezni ne vemo praktično nič. Pa ona je skozi tukaj. Za nas in za ptičke in za regrat. Čak moram malo svetlobo, lučkarji, kamera teče, ton teče, luč imamo. Sem pa preteral, ne. Malo se moram pohecati z vami, veste. Nalašč. Zaradi tega, ker mi malo meditiramo skupaj. Vi sploh ne veste, da pol ure ali pa 3/4 ure gledate v monitor pa poslušate ta žametni glas, ne. Mi pa skupaj malo meditiramo. In prav je tako. Krasne statistike delate. Vi, jaz tle čveklam s računalnikom, vi delate pa statistiko. Hvala. A sem rekel, da je treba ljubezni zaupati. Tle sem se zgubil, nič nisem zgubil. Ljubezen je še vedno tukaj, tako kot je bila takrat, ko ste bili majhni. Smo bili majhni. In zdaj, a jo vi slišite, občutite, sprejemate, akceptirate, ustvarjate, živite z njo, ali pač ne. Valjda, da ne. Folk po večini je čist pozabil. In razum, umetno ustvarjen razum znotraj tega idiotskega sistema, nas kar odmika od tega. In vsak, ki reče, vse bo v redu, se ga označi kot teoretika zarote, kot čudaka, ki pač je čuden. Vendar,
Milijonkrat sem se ponovil že, pa še se bom. Pred mano so to pisali pesniki, pisatelji, peki, gospodinje in vrtnarji, mislici in raznorazni umetniki. Ljubezen je tukaj in zdaj, in če se ji predaš, te ona ne bo izpustila, da boš se razbil. Ljubezen te bo zmeraj ujela in objela, tako kot smo lovili mi svoje otroke, ki so štenge pal, pa smo ga ujeli zadnji moment, ker imamo ljubezen, tako smo bili mi ujeti strani, bom rekel, naših staršev in ničkolikokrat strani tistih, ki jih ne vidite, pa še slišite jih ne. Recimo jim angeli varuhi, pa niso čistih angeli varuhi, tako oznako imajo, ampak ljubezen je tista, ki vas je prestavila čez nerazložljive nevarnosti. Sem prepričan, da tudi vi imate kakšno zgodbo, kjer bi v teoriji mogli biti mrtvi, pa niste. Pa niste. Zaradi tega, ker ni bil namen, da umrete, ne. Namen je, da ste tle. In da ste polni, in da ste bogati. In da to ljubezen, ki ji zaupate, da vas ne bo spustila, pretakate v svet okrog sebe. To lahko pomeni, da zalijete rožico ali pa zamesite kruh. Lahko naredite kakšen tak video, lahko pa kaj napišete. Krčite. Vsak ima možnost ljubezen izžarevati. A veste, jo dajati naprej. Zato smo pa tle. Čirički ne morejo tako zelo. Mi imamo več. Mi lahko še kruh spečemo za razliko od čirička pa ptička. Malo se hecam s tem ptičkom, ne? Sam bo je super. Mi pa znamo široko pomagati drug drugmu. In v tem trenutku smo v nekem takem res norem času. Mene spodbuja zmeraj, kadar preberem, ti si v tem času, it is magnificent. Noro je, da živimo v teh časih, kjer spreminjamo collective consciousness. Kolektivno zavest spreminjamo. Mal jaz, mal ti, mal Jože, mal Pepca. Vsak mal, vsak po svoje. Po svojih kako? Najboljših močeh, pa po kateri liniji unik ima najmanjšo upornost, a ne? Nič upora. Po liniji najmanjšega odpora, ne? Ker tam, kjer je ljubezen, ni upornosti. To ni nič vmes, kaže upornik, ne? Nič. Smo pa uporniki, kadar ljubezni ni, ne? A veste, nam sistem je to ljubezen čist zaštopal. On je hotel, da smo mi vsi zaštopani, da ne kdo kaj preveč ljubil. Ker ljubljenim se gode čudeži, je rekla Alenka Godac, a ne? Saj niste poslušali te pesmice, ki sem jo tako eksplicitno dal. Moram še bolj. A čem še kaj povedati? Da ste atomski reaktorji. A to sem že povedal. Začeli smo s tem, da poslušaj. Jaz sem tonc, pa res je treba poslušati. Prisluhniti še bolj. Pa zdaj prišli smo pol do tega, da ljubezen težko slišiš, ne? Mislim, ne gre glih za sluh, je pa vse prisotna. Med čirički, ptički in regradi, ne? In še vsemi ostalimi lepoticami, ki zacvetijo. To, kar mi lahko pretočimo. Torej, živimo na zemlji, imamo meso, pa kri, pa vse sort, pa smo iz energije narejeni. Mi zdaj nekako od tam prihajajo stvari. To ne more noben zanikati, veste. Čeprav nimam jaz merilnega inštrumenta za izmeritev točno tega. In temu bi mi lahko rekli, da je to atomska energija.
Zakaj atomska? Ker mi smo itak z atomov narejeni, ne? In atomska bomba je iz atom. In mi imamo tudi atomsko energijo v sebi. Ja. Ta energy je neskončen. In mi ga samo pretakamo. In mi smo tisti, ki smo prenašalci tega na zemljo. Še bolj kot črički in ptički, a ne? In ta notranji atomic energy, Bob Marley je lepo rekel, have no fear from atomic energy, because none of them can stop of the time. Ja, all the time. Tu noter je tak power, ki ga pa zdaj v bistvu kabala občuti, bom rekel, ta temne sile se bojijo naše atomske energije. Medtem, ko se vi, atomski reaktorji, bojite, da bi vam ti črni kaj grdega rekli. Pa oni nas rabijo, oni ne znajo prečrpati tega dol. Oni črpajo od nas direkt. Mogoče sem preveč zaplaval. Bom pogledal, kaj sem vam pripravil. Evo, ful preveč, ja, evo. Imamo 3 teme smo imeli, ne? Poslušaj, ljubezni je treba zaupati. In ljubezen je atomska energija. Eterična olja, v etru smo. V vetru, ne poznate pesem vetra z juga. Tudi je še je teh debat, kako je v vetru in etru. Ker to je ljubezen in to je atomska energija. To se nisem jaz spomnil, jaz probam sem orisati na tak svoj. Ker sem Turšiča, veš. Mal. Evo, mi smo ful preveč časa porabili, zato da smo skrbeli. Skrbi nas, joj, kako bo, joj, pa če bi tako, joj, pa zakaj je že tam bilo mi ful tle časa. In te skrbi so nam vzele določen procent tega energija, da smo ga dali v segment skrbi, a ne? Da smo nafutrali te skrbi, s katerimi se naši možgani ukvarjajo. In te skrbi so v bistvu okupirale kar cele nas in smo skrbeli kar vaš čas. Ampak med tem časom, ko smo skrbeli, pa za sanje, tisto, kaj imamo radi, tisto, čemur bi v teoriji mogli zaupati in v praksi, torej ljubezni, pa nismo dali, nismo uporabili. Torej, namesto sanj, namesto da bi svoj čas, energijo in vizijo vložili v svoje sanje, smo jih vlagali v svoje skrbi. Kakšna traparija. Razmislite sami. Vse je vse. Vse je eno. Ja? Ne bom, 23 minut se mi zdi, da traja že cel teden. Bom zaključil. Nisem, da bi vam še... Ne, lahko bi vam še. Malo se hecam. Premalo se zavedate, da ste ljubljeni. In da ste očuvani, ker ljubezen vas čuva. Niso to angeli varuhi, ali pa so, ali so črički, ali niso, kakor jih razumete. Energy pa je, ne? A se ga da zmeriti? Jah, pejmo Tesla vprašati malo, no, on ima to mašino. Nisem jaz toliko hud štromar, da bi to razumel. Se jo pa da čutiti in kekec je isto govoril. Hočem reči, ne rabite vi knjižnice zdaj pojesti, pa celega interneta obrniti, pa vseh dokumentarnih filmov pogledati, da boste razumeli. Če se boste prepustili temu, kar že je, temu, kar ste, mislim, v ljubezni ne moš glih lagati, ne? Ja, v resnici je pač tako. V resnici ni laži, ne? In resnica je ljubezen, in je pot, in je življenje, pa saj to so stvari napisane. Jaz sem še enkrat, ni da se jaz vse zdaj izmislil, nič se nisem izmislil. Nekako
povezujem stvari, ki so jih drugi povedali. To je moj dev, krasen je. On govori o ljubezni tako zelo močno. Sam je treba pa slišati. Za začetek je treba pa poslušati. Ker če ne bomo poslušali, ne bomo. Mi poslušamo napačne stvari. Joj. Še mal, pazi zdaj. Naj bo tudi vaš dan tak. A vam povem, da naslov tega komada je Ghost, pa si ga boste mogoče zavrteli, krasen je. Pa cel album je Ghost. Ker Ghost so duhovi. Pa smo spet pri ljubezni, ne? Ljubezen ne straši in ni ghost kot tako. Ljubezen ljubi tako kot ljubi materina ali pa starševska ljubezen, ne? In ljubezen je že prisotna na tem planetu ves ta čas. Že skozi, enako močno. Ali si dovolite, da pride v vas, ji zaupate, ali pa pač ne. Ker strah je v bistvu pomanjkanje ljubezni. Pa poguma, pol, sej sta prijatelja, pogum pa ljubezen, pa spoštovanje, pa mer, pa ptičice, to je vse ena kompanija. Strah, razdvajanje, delitve, ne vem, kaj vse še mediji ponujajo, pa niso nam. Ne v interesu niti prirojene. Te stvari so si zaželele temne sile od nas cuzati. In če jim date, pol cuzajo. Če pa ne date, pol pa ne cuzajo. Obranite, da kdo vam ne pokrade krompirja iz vrtička, a ne? Z veseljem pa lahko pečemo pomfri za vse, ki pridejo. Torej, dajati je pravilno dejanje. Komu, kaj pa kdaj. Subtilno je to, težko se razloži. Dragi moji, ljubljeni ste in smo vsi že ves ta čas, se že ponavljam. Pa prečudoviti ste. Tudi v odnosu do mene. In sem vam hvaležen za to. Ja? Vse dobro. Vsem. Čau.